Jo, mi smo danes v Kranju in Kranjčane sprašujemo malo o socialnih omrežjih. A je okej, da tip lajka baby slike, a je okej, da se pogovarja z bivšo, ne vem, mi bojo povedali, tako da, let's go! Živijo, a te lahko vprašam, kako te je ime najprej? Jaz sem Nina. Maruša. Katarina. Jera. Ne, v redu, super je, sem se jaz približala. Živijo, Luka, kako si? V redu. Okay. Nas danes zanima, a uporabljaš ti socialna omrežja? Ja, uporabljam. Ja, uporabljam. Ja, drugače jih kar dosti. Jaz tudi kar dosti, ja. Zdaj uporabljam Facebook Messenger, zato da lahko sem v stikih s kakšnim kolegom, kolegico itd. TikTok, Instagram, YouTube. Okay, kaj pa je bilo tvoja prva stvar, prvo socialno omrežje, kje si bila najprej, se še spomniš? Na simpatijah, po mojem. Simpatije? Tega se še jaz ne spomnim. Ja, Facebook. Facebook? A se mogoče še spomniš, ne vem, svoje prve objave? Sploh nisem nikoli nekaj marala objavljati, tako da na Facebook nisem nekaj veliko objavljala, na Instagram pa ja. Definitivno Facebook, ker je pri meni moja mama imela profil. That was embarrassing. Ja, jaz isto Facebook, meni mami ni sploh pustila med socialnih omrežij, pa sem si na skrivaj naredila Facebook, tako po mojem 6. razredu. Mislim, da Facebook 2009. Kaj pa si objavljala, tam se mogoče spomniš še svoje prve objave? Ne, pojma nimam. Po moje, da Facebook. Si takrat kaj objavljal? Ja. Kaj pa? Vse, kar mi je prišlo na misel. Primer? Da gre sneg. Okay. Se pravi, misli iz glave, prav direkt. Kaj pa zdaj? A zdaj, kaj objavljaš na socialnih omrežjih, a bolj sam gledaš? Na Facebooku nič ne objavljam, v bistvu kdaj sam šeram kakšne akaunte ali pa kakšne dogodke, ki se mi zdijo zanimive. Na Instagramu pa pač svoje slike, kakšne videoposnetke, pa take stvari. Pa uporabljam pač Facebookovo aplikacijo, da če ima kakšen, ki ga jaz poznam bolj tako rojsten dan, da mu lahko zaželim vse najboljše, ker si ne moram to vse zapomniti. Mime, TikToke, aktualne politične zadeve, embarrassing, plesanje na glasbo. Ja, ona ful rada lip-synca, tako kot je tazga. Recimo, da sebe, mojega fanta, pa tako, če grem kam ven na pijačo, recimo kolegice. Okay. Storije, stike, ne vem, kakšno kavico, dopust, selfie, vse živo. A bi nam mogoče pokazala svoj profil? Ja. Ja, cool, v glavnem, followajte Mašo, Maša, ti pa lahko pofollowaš nas. Evo, že. Ker če nas pofollowaš, pol boš videla našo kodo Džungla Vibe 22, s katero dobiš minus 50% na naročnino Porajena, pa še minus 50% na tablice, tako da ne vem, če rabiš za študij, je to top izbira. Okay. Top. Ja, imaš punco? Ja. A pa objaviš kdaj vajino skupno sliko? Ne vem. Kaj pa ona? Ne vem, če sem jo. Ona tudi ne vem, če jo je. Aha, ok, se pravi, sta bolj tako, kaj privatna? Ne, sam bolj malo objavljamo oba dva. Ja. Se pravi, si v zvezi Ja. in tudi pač to objavljaš, a objavlja tudi tvoj fant na Instagramu vajine Ja, tudi on objavil. Ok, če ne bi, a bi ti bilo to tako red flag? Ja, mogoče bi bilo malo tako, ampak če on ne objavlja tako, nič bi razumela, ampak če pa zdaj on ful objavljal, pa da pol ne bi mene nikoli bilo malo tako, okej. Okay. A pa te moti to, da zdaj tvoja punca vaja ne objavlja več? Toliko? Ne, zakaj? Ne? Ne. Se pravi, tudi hipotetično ne bi motili, če bi ti imel Instagram, pa bi objavljal vajine skupne slike, ona pa vajinih ne bi.
A bi se ti zdel to red flag? Zakaj? Ne. Ne? Ne. A te mot, če fant lajka drugim puncam slike? Ne, mislim, jaz sploh ne vem, a jim ali ne, zaradi tega, ker ker, ne vem, to se meni res ne zdi ena taka stvar, ampak se mi tudi zdi, da naprimer pač moj, ne vem, njega misli, da to bi bolj zmotil, kot pa mene. Odvisen, kje bi bilo to objavljeno. Pa kdo bi to objavil. Okay. Pač, če bi bil en friend, pol je pač malo sketchy, a ne. Če pa, ne vem, neka popularna oseba ali pa Okay. A on, na primer, followa svojo bivšo? Ne, Ne? ne. Zakaj pa ne? Oziroma, če bi, a bi te to motil? Ja, verjetno bi me motilno. Pač sva se pogovarjala o tem, pa vse, pa sva pol prišla do lepega zaključka, tako da sva se vse zmenila. Okay, se pravi, tudi ti ne followaš svojih bivših? Ne. Ja, zakaj nasploh se ti zdi to narobe? Saj se mi ne zdi narobe, a ne, pač, če nekomu zaupaš, jaz v temu ne vidim problema, ampak naprimer, če bi imel on tako željo, da jaz ne bi followovala pač mojega bivšega, pol pač pričakujem isto od njega. Okay. A bi tebe motili, če bi, ne vem, druge punce tvojemu fantu komentirale slike? Mogoče? Ja, pika. Ja, pika, se pravi, ni važno, je prijateljica, je neznanka. Ja, mi doma ful tak drugačen razmerje, on sploh nima tako neki ful prijateljc. Tako da se mi zdi neprimerno, da bi tako kar ene bebe pač komentirale ene scene. Zdaj, če so bile pa tako prijateljce, okej, ja, sem tako, tega ni veliko. A te bi motil, če bi lajkala in komentirala slike drugim fantom? Mislim, zdaj odvisen, ampak načeloma ne. Zdaj, tle je like pa komentar je malo razlike, ampak okej. V bistvu, teoretično, če gledam, če bi se dejansko to zgodilo, sploh ne, mislim, lahko tudi komentira kar enemu, sam da ne vem, kva ne napiše. Veš, kaj me zanima, a si kdaj svojemu fantu na skrivaj pregledala telefon? Ne, nisem na skrivaj nikoli. Okay, a si imela kdaj željo? Ne, se mi zdi, da pa ni zaupanja, če imaš neko potrebo po tem. Ja, ampak tako da je on vedel, ne da bi jaz to zdaj na skrivaj delala. Pač, če sva kaj skupaj, ne da bi jo se vzela telefon, ker njega ne bi bilo zraven. Te nikoli ni zamikal, ne vem, kaj je telefon bil sam, pa je prišel en notification, da bi malo pregledala. Ne, komu zaupam. Lepo. Si kdaj pregledala fantu telefon na skrivaj? Ne, res ne. Verjetno bi on meni mogel ga, ne, no, hicam se. Ne, ampak sem tako, to sem mislila tako, ker verjetno se jaz ful večjimi ljudmi sploh pišem pa to. Ampak, ne vem, tudi jaz ne bi kakšne take stvari delala, ne vem, da bi mu pregledovala, ker to je takoj tako, da pač nima zaupanja, pa ne vem, pa tudi tako vem, da on ni tak. Ja. Na koncu dneva se mi zdi, da če si insecure, da rajš vprašaš. Ja, Kolikor da sam to definitivno. vrtiš, brez da vprašaš. Kako dojemaš socialno mrežo? Se ti zdi to ena pozitivna stvar ali se ti zdi to nekaj negativnega, pa zakaj? Zdi se mi dosti pozitiven, zato ker lahko dobiš dosti ene inspiracije ali pa ne vem, zdaj že toliko enih stvari gor, da karkoli rabiš, greš pač lahko sam na Instagram pogledati, kakršne koli, ne vem, pa za bajto opremljati, pa za kakšne recepte, pa ne vem, za v fitness, če hočeš jeti, pač vse res dobiš na Instagramu. Sploh ne rabiš googlati, sam pač napišeš hashtag, karkoli, pa boš dobil odgovor. Na svete. Ja. Ne, zdi se mi dobra stvar, ampak je težko od vsakega posameznika, da si postavi meje, da je dost, pa se nekako prisiliti živeti realen life, pa ne samo scrollati po telefonu cel dan. Po eni strani je pozitivno, spoznavaš nove ljudi, mogoče dostopaš do kakšnih informacij malo hitreje, kot recimo, ne vem, da bi šel prav na internet ali pa karkoli. Ampak kar se pa tiče potem zapravljanja časa, pa mogoče, ne vem, lahko rataš bolj insecure glede sebe, ko gledaš na slike kakšnih, ne vem, manekenk pa tako naprej. A odvisno od uporabe.
tako. Ok, primer. Ja, pozitivno, definitivno to lahko dodaten vir zaslužek, neka povezava, ne vem, s kakšnimi kolegi, ki jih ne moreš zaradi, ne vem, oddaljenosti videti. Negativno pa zato, ker mogoče nekako kradejo čas, niti neke pristnosti, takega kontakta, stika z ljudmi. Hvala. Ok, to je to. Če ste pogledali video do konca, komentirajte v komentar srčka. Pa se vidimo naslednjič. Čau!